Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Prav lep pozdrav, drage gledalke, spoštovani gledalci. V današnji oddaji Klepet ob kavi se bomo pogovarjali o zelo pomembnih stvarih v našem življenju, o drevesih. Ste kdaj razmišljali? Prav gotovo ste. Ampak drevesa kot nosilci mitov, legend in še marsičesa. Naša današnja gostja, Marjana Kolman, je napisala že 2 knjigi o drevesih in tokrat je pred nami zaključek tele trilogije, 3. knjiga. Je tako? Tako je. In je tudi v 3. knjigi prostora še za drevesa. Še za drevesa, pa še zmanjkalo je. Seveda, v 3. knjigi namreč opisujem sadna drevesa in to drevesa z naših vrtov in sadovnjakov. In resnično je zmanjkalo prostora, tako da, ampak glavna drevesa, ki so del našega habitata, sem opisala, torej jabolka, jablano, pravzaprav hruško, slivo, marelico, breskvo, figo, oljko, granatno jabolko, češnje, višnje, potem oreh, kostan, sem tudi dala med sadna drevesa in seveda vinsko trto. O drevesih, 3. del knjige, 2 imate že tukaj. V 3. delu zasledil sem zapis. Drevesa so pesmi, ki jih zemlja piše nebu. To treba malo razmišljati. Ja, to je Gibran Khalil Gibran, libanonski pisatelj, pesnik in tudi slikar. In meni je pravzaprav njegova definicija dreves najbolj povedna in najlepša. Pesmi, ki jih zemlja piše nebu, so drevesa. In pomisliti na cvetoča sadna drevesa, to je lirika, to je poezija duše. Kako lepo je povedal pravzaprav. In a veš, da so, ko sem zbirala gradivo za sadna drevesa, sem bila sama presenečena nad tem, kako globok pomen imajo sadna drevesa v civilizacijah še danes, Daljnega vzhoda, Kitajska, Japonska. Nisem vedela, da so recimo v arhitekturi Kitajske so poznani vrtni paviljoni. Paviljoni v sadovnjakih, ki so namenjeni ne le oddihu, ampak prav namerno občudovanju in gledanju dreves, predvsem cvetočih dreves. In določeni paviljoni so namenjeni opazovanju cvetočih breskov, sliv, marelic, to, kar so pač avtohtone vrste na Daljnem vzhodu, ob polni luni. In to je poseben obred opazovanja, pravzaprav je to oblika meditacije, opazovanje cvetočih sliv v mesečini. Zamisel si ti to lepoto. In to je tako, kot pravi Gibran Khalil, pesem, ki jo je zemlja napisala nebu. Tudi prav gotovo rad verjamem, še v svojih mladih letih se spomnim nekih mitov in slik japonske češnje, cvetoče, kakšna pa mi je bilo, zakaj je to za njih tako pomembno. Saj pri nas tudi češnja cvete, pa ne vem, oni so že takrat ugotovili, tisto, kar si govorila zdajle, vrtovi namenjeni opazovanju. Občudovanju lepote. Ja. In ugotovila sem tudi, da obstaja recimo na Japonskem ena posebna tehnika, ki se enostavno imenuje gledanje dreves. Gledanje. Tehnika gledanja in uporabe moči pogleda, informacije, ki jo dobivaš z predmeta ali osebe opazovanja, ampak tukaj gre za pokrajino, je pravzaprav informacija, ki človeka preprogramira, ki mu daje moč, zdravje. Pri Japoncih je recimo znana tehnika gledanja dežele. Vladar na Japonskem, cesar, se je povzpel na najvišji vrh in opazoval svojo deželo z usmerjeno mislijo na blaginjo, zdravje, bogastvo, radost, srečo prebivalcev
In to je enako, ne, kot tehnika gledanja in usmerjanja misli z pogledom. Kar nekako nehote mi je tiste tvoje prve besede, ko si vsem sadnim drevesom dodala na koncu tudi vinsko trto in ko si zdaj povedala, vladar se povzpne in pogleda na svoje bogatstvo, nekako pomislim na našo pokrajino, ko se, bomo rekla, dolednjec povzpne na vrh hriba in pogleda bogatstvo vinogradov, svoj raj in menda, nekje sem zasledil, ti si povedala, da smo Slovenci menda dobili vinsko trto od grškega mitološkega junaka, res? Veš kaj, ko sem zasledila, da na Bizelskem povezujejo pravzaprav pojav vinske trte kar z Argonauti, ne, z Jazonom in Medejo, se mi je zdelo to, saj ne. Ampak potem, ko sem šla pa raziskovati, pač študirati vinsko trto sem dodala med drevesa, čeprav ni drevo. Ampak če bi ti pustil vinsko trto neobrezano, bi zrasla, veš koliko, 50 do 100 metrov levo, desno in imela bi debelo lahko tudi meter. Ker jo pa kultiviramo, gojimo, to pravzaprav ni drevo, ampak glede na to, da sodi v naše okolje, sodi v sadovnjake, vinograde, sem se odločila, da jo dodam. Poleg tega se mi zdi zelo pomembna. Konec koncev imamo Slovenci himno o vinski trti in vincu. Imamo najstarejšo vinsko trto na svetu, čez 400 let staro, mariborsko trto. In poleg tega naj bi celo vinsko trto dobili direktno od Jazona in Medeje. Ti miti, sporočilnost sadnih dreves in povezava z miti me je pravzaprav vedno zanimala. Ne samo pri sadnih drevesih, tudi pri drevesih, ki sem jih opisala v prvi in drugi knjigi, ker sem ugotovila, da miti niso neka fikcija, ampak da imajo vedno neko realno osnovo. Tudi mit o tem, odkot izvira vinska trta, ki raste pri nas. Argonauti. Poglej, popolnoma logično. Argonauti, ne, to pomeni grški mitološki junak Jazon je moral svojemu bratu Periklasu, zato da bi mu odstopil prestol, do katerega je imel Jazon pravico, prinesti zlato runo. Kaj je to zlato runo? Toliko se govori o tem, pa pravzaprav nihče ne ve, kaj je to. Ne bi bilo to zlata koža tistega runa, ki je pač v eni drugi grški legendi opisano, ampak to zlato runo je moral Jazon iti iskat v Kalhido, to je današnja Gruzija. Tam pa vemo, da je izvor vinske trte. In kaj je bilo to zlato runo? Nobena ezoterična, neka fikcija, ampak popolnoma oprijemljiva zemeljska realnost. Namreč v Gruziji je predel v Sredogorju in Visokogorju zelo bogat z zlatom. In domačini Gruzijci v Kalhidi tedanji so zlato nabirali malo drugače, kot mi poznamo z ameriških filmov, s sitom in tako naprej. Namreč v potoke so metali kože od ovac in ovnov in voda je tekla in to zlato se je nabiralo na koži, potem so to vzeli ven, posušili in seveda so samo pobrali. To je zlato runo. To pomeni, da je šlo tudi v mitu praktično za osvajanja novih ozemelj, ki so prinašala vladarjem, torej nekemu grškemu kralju, bogatstvo. In Jazon naj bi prinesel zlato runo, oziroma verjetno množino zlata runa. Včasih so bili miti razlog za neka osvajanja. Danes zna sodobna družba uporabiti kakšen drug razlog, ali je to terorizem, ali v imenu demokracije osvajajo in ustvarjajo vojne in tako dalje. Ampak kakorkoli, Jazon je to zlato runo
dobil v Kalhidi? Dobil je pa tudi v Medejo, hči od kalhidskega kralja. In zbežal. In pred zasledovalci je bežal na tej ladji, ki jo je zgradil najboljši grški ladjar Argon, zato se imenujejo argonauti, tisti, ki so potovali na tej ladji. In pri tem begu so zgrešili in so zavili v Egejskem morju v delto Donave, in ker so imeli za sabo zasledovalce z Kalhide, niso imeli več možnosti obrniti nazaj, ampak so pluli po Donavi, na sotočje Save in potem po Savi, na sotočju Save in Krke na Bizelskem, ali kaj je to, Dolenjsko, so se ustavili, in ker so jih domačini sprejeli gostoljubno, sta Jazon in Medeja v zahvalo za gostoljubnost ljudem podarila sadiko vinske trte. In potem so pluli argonauti naprej po Savi, pa Ljubljanici, veš to zgodbo, ladja argonautov je v grbu Vrhnike, pa potem so menda ladjo razstavili in jo prenesli po kopnem čez Postojnska vrata v Jadransko morje. Poglej, mit, ampak verjetno tudi resnica. Veliko v tej tvoji tretji knjigi, Drevesa, miti, legende, miti in legende o zdravilnosti, ki jih prinašajo naša sadna drevesa, to niso miti, legende, to je pa resnica. To so pa dejstva. To so pa dejstva. Torej, miti se nanašajo pravzaprav na izvor. Vedno grem nazaj in etimološko po imenu drevesa in po izvoru do sledljivosti v daljno preteklost. In tam najdem za marsikatero drevo razlago v mitu. Legende so že del okolja, kamor je bilo drevo prinešeno, ker vsa ta drevesa, ki jih imaš ti v sadovnjaku, pa jaz v sadovnjaku, niso avtohtona, so od nekod prišla. In če slediš zgodovino in mite, prišla so z vojnami, z osvajanji, z Aleksandrom Velikim, z argonauti, po svileni poti in tako dalje. Torej, to nam povedo miti. Legende so že nastale na našem področju, povezane z našimi rodnimi bogovi, ki so si za svoje domovanje ali pa vilami, nimfami in tako dalje, za svoja domovanja izbrali sadna drevesa. Tretja stvar je pa zdravilnost. Marijana, mi vsi, dragi gledalke, spoštovani gledalci, zdaj bom pa vprašal, v knjigi so opisana veliko dreves, ki jih imava, oba v sadovnjaku, jabolko, hruška, granatno jabolko, sliva, marelica, breskve, češnja, višnja, oljka, figa, vinska trta, kostanj, oreh. Predno gremo sami po knjigi iskat, katero je najbolj učinkovalo, katero je najbolj zdravilno, katero drevo je pa vas najbolj presenetilo? Težko vprašanje, veš, zato ker pri vseh drevesih sem si pripravila klinične študije o zdravilnosti, ki so me presenetile. Namreč, vsi vemo, sadje je zdravo. Ko sem šla raziskovati farmakološke vsebnosti oziroma kemijsko sestavo plodov, listja, cvetov, lubja in tako naprej, sem bila presenečena. In potem, ko sem dobila še klinične študije, sem pa dejansko ugotovila, da imamo najboljše zdravilce pravzaprav v svojem sadovnjaku. Taka kmečka drevesa, sliva. Poglej, a veš, da kraljica Elizabeta, angleška kraljica, ja, vsako jutro pri zajtrku poje 3 slive. Pa sem hotela vedeti, čem je. Zakaj? Kaj je razlog? Kaj je v slivi? Veš, koliko stvari je v slivi? Recimo, da povem samo eno, tako se ne vem na pamet vse v kemijske sestave, ampak kar je fascinantno. V eni slivi, taki srednje veliki slivi, je 113 mg kalija na 100%. Ogromno, to pomeni. No, poleg vseh ostalih, to pomeni flavonoidi, da ne naštevam, ampak zaščita za kardiovaskularni sistem, spodbuda nadledvičnih žlezi, to pomeni pomoč pri preprečevanju bolezni srca in ožilja, bolezni prebavil in tako dalje.
modro vsak dan 3 slive suhe pojesti, pa kaj je to? V tradicionalnem ljudskem zdravilstvu seveda poznamo vrsto priporočil, načinov zdravljenja. Sliva me prav presenetila, ker je tista običajna sliva tako bogata z vitamini, minerali, mikroelementi in ima tako širok spekter delovanja, da sem rekla, poglej, kraljica Elizabeta ima prav, že ve, kaj dela. In poglej, kako je zdrava. Marijana, zdaj se mi porajajo tele besede, miti in legende, to so vse naši predniki vedeli, so jedli slive, jabolka, morelice, brez tega, da bi jih zanimala tale kemijska analiza. Mi bomo pa zgleda potrebovali tvojo knjigo, da bomo prišli nazaj k našim sadnim drevesom. Ja. Veš, mi danes razmišljamo drugače, mi rabimo evidence-based dokaze, mi rabimo vedeti, zato sem tudi to v knjigi napisala. Pri vsakem drevesu vsebnosti, kaj je noter. To pomeni beljakovine, minerali, vitamini v takšnem in takšnem procentu. Sodoben človek razmišlja drugače. Rabi vedeti, kaj je v nekem plodu. Naši predniki so zdravilnost prepoznavali intuitivno in instinktivno. Tako kot še danes pes in maček gresta jesti tisto pasjo travo, rečemo, če je karkoli narobe, zaznata. Živali grejo lizati neke kamne, če jim manjka mineralov. Človek rabi pa dokaz, da je nekaj zdravilno in potem bo to sprejel kot zdravilno. Upajmo, drage gledalke, spoštovani gledalci, da ste tole zdaj poslušali. Hvala lepa, Marijana Kolman, za tole knjigo. Poglejte, drevesa, miti, legende, zdravilnost, 3. del. Če vam samim ni jasno, zakaj so okoli hiš naših dedkov in babic rastle slive, jabolka, hruške, preberite tole knjigo, naše gostje današnje in še večkrat. Hvala lepa za prispevek k našemu zdravju in dobremu počutju. Občuduj svoj sadovnjak v cvetju. In si zapomni, tvoja sadna drevesa so pesmi, ki jih piše zemlja nebu. Vse ste slišali. Hvala lepa. Ta izvir je res nekaj posebnega, tudi energijsko, ker jaz do zdaj nisem uspel dobiti nekega druga izvira, ki bi bil tako energijsko močan.